our heart to the Holy Spirit tonight. Odprimo srca Svetemu Duhu ta večer. Lord, we're so thankful that we can come in your presence. Hvaležni smo, Gospod, da lahko pridemo v tvojo prisotnost. And we thank you that you washed us with the blood of Jesus. Hvala ti, da si nas opravil s krvjo Jezusa. And it's not by righteousness that we have done, but by your mercy that you saved us. Nisi nas svojo pravičnostjo, ampak po svoji milosti si nas odrešil. Thank you for the cross. Thank you for your blood. Hvala ti za križ in za tvojo kri. Thank you that we're saved by grace alone. Hvala ti, da smo odrešeni samo po milosti. And that we can enter into the throne room tonight. In lahko vstopimo danes pred tvoj prestol. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hvala ti, Oh, just Gospod. thank the Lord with us, church. Oh, hallelujah. Thank Cerkev, you, Jesus. zahvalimo se Thank you, Gospodu. Jesus. Oh, hallelujah. No more darkness in our life. Nič več teme v naših življenjih. Oh, hallelujah. Thank you. You have overcome darkness. Hvala ti, da si ti premagal temo. And you rule and reign, Lord. In ti Hallelujah. vladaš in kraljuješ, Gospod. Haleluja. Hallelujah. 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 Washed clean by your blood. Obrani s tvojo krvjo. Hallelujah. As we approach the Lord tonight, In ker pristopamo k tebi, Gospod, danes. if there's anything in your heart that's condemning you, Če imaš kaj na srcu, da te obtožuje, just say, Jesus, wash me with your blood. samo reci, Jezus, operi me s svojo krvjo. I want to be whiter than snow. Hočem biti bolj bel kot sneg. Oh, hallelujah. Whiter than snow. Bolj bel kot sneg.
Regna, regna yagne yenamuda. Regna yeta kra, bemado yegro. Regna yagne yenamuda. Regna yeta kra, bemado yegro. Regna yagne yenamuda. Each day I pray, Boże, królestwo. Each day I pray, Boże, królestwo. Each day I pray, Boże, królestwo. Save all the land, save all the land. Each day I pray, Boże, królestwo. Each day I pray, Boże, królestwo. Each day I pray, Boże, królestwo. Save all the land, save all the land. Each day I pray, Boże, królestwo. Each day I pray, Boże, królestwo. Each day I pray, Boże, królestwo. Save all the land. Prosite bambodano, iscite emboste nasli, turcate en se bambodana, turcate en
Bodo naplnení. Bodo naplnení. Tvoje kráľovstvo, Tvoje kráľovstvo, Tvoje nebiesko praje svoj prosíte. Jenom postorí. Tvoje kráľovstvo, Tvoje kráľovstvo, Tvoje nebiesko kráľovstvo. Oh, hallelujah, bodo naplnení. We will be filled, bodo naplnení. Each day prosite. Tvoje kráľovstvo, Tvoje kráľovstvo, Tvoje nebiesko kráľovstvo, bodo naplnení. You'll be filled with the Holy Spirit. Oh, hallelujah. Oh, chvála ti, nebeský Otče, chvála ti, tvoje obľúbia. Thank you for your promises. Hallelujah. We come to your throne room tonight. Prihajamo v tvojo slavo danes. Oh Lord, we thank you that we can come right into the throne room In hvala ti, Gospod, da lahko vstopimo direktno pred tvoj prestol and worship in te častimo and look at you in gledamo te and be amazed. in usupnemo. Preba
Tožba stisne srci, zlata z obupom slušaj. Slišim glas, ki prežene strah. Jaz sem, ki sem Gospod Jezus. On slavi te, ki braniš me. V tebi večno varen sem. Dobro grem pred
radostjo prihajamo pred tvoj prestol danes, Gospod. Here we are, Daddy. Tukaj smo, očka. We just want to worship you. You're so great. You're so awesome. Obožujemo te, ker si čudovit, velik. Oh, hallelujah. Slapno stali pušnici, žarile vodi u slavi. Stojim tu pred ljubeznijo, bezmadečno pravičnostjo. Da bili njemu sladovi. You bring us in to your throne room. You bring us in to your throne room. You bring us in. You bring us in Ti nas povedeš not to your throne room. v tvojo slavo. You bring us in Ti nas povedeš to your throne room. pred tvoj prestol. We stand before you tonight, Obožujemo te, osupli stojimo pred tabo. washed by the blood, Oprani v krvi, washed by the blood of Jesus, oprani v krvi Jezusa. whiter than snow, Bolj beli kot sneg, clean before the Lord, sveti pred Gospodom. washed by the blood, Oprani s krvjo whiter than snow. in bolj beli kot sneg. Oh, hallelujah.
Svetega Duha.
You're so beautiful to me. Tako si mi čudovit. I find no fault in you. Ne vidim nobenega greha, I see my son in you. nobene napake, vidim svojega sina v tebi. If you could see yourself through my eyes, In glej se skozi moje oči, you would see that there's beauty in videl boš lepoto from my son, mojega sina. and it's rising in glory over your life. In vstaja v slavi nad tvojim življenjem. If you could see what I see, Če bi ti lahko videl, kaj jaz vidim, you would see authority of heaven. bi videl avtoriteto nebes, Ready to change this earth. ki je pripravljena, da spremeni to zemljo. Don't look at your hurt. Ne dovoli prizadetosti, Don't look at your hurt. svoje prizadetosti, svoje bolečini. Look at me. Glej name, Don't look at your weakness. ne glej na svojo šibkost. Say, I am strong in the Lord. Reci, močan sem v Gospodu, I am clothed in his might. oblečen sem v njegovo moč. I am a child of heaven. Sem otrok nebes I'm a child of the light. in sem otrok luči. When you look at me, In ko gledaš name, you forget the darkness in this earth. pozabiš na temo, ki je na tem svetu. And you see that my glory is greater than all of this. Takrat vidiš, da je moja slava večja od vsega tega. Keep your eyes fixed on me. Zato usmeri svoj pogled name.
hvala ti, Jezus. Da ni Bog dober cerkev, haleluja. Ful nam govori, amen, uživamo v njegovi prisotnosti, haleluja. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, da si z nami, haleluja. Da si nas povabil v svoje kraljestvo, haleluja. Hvala, da si nas včlanil v svojo družino, haleluja. Hvala, da nas gledaš, ko si nove in hčer, haleluja. Hvala, da nismo hlapci, da nismo brezdomci, haleluja. Tujci tvojim obljubam, ampak da smo eno s tabo, haleluja. Hvala ti, Sveti Duh, da si prišel živeti v nas, da zdaj ti dihaš v našem srcu, haleluja. Hvala ti, Jezus, da nas ljubiš z isto ljubeznijo, ki Oče ljubi tebi, haleluja. Ok, haleluja. A je kdo kaj blagoslovljeni s to serijo v Jozuetu, ko gremo skozi? Jaz ne vem, a bo danes zadnjič, da še imamo Jozueta, ker se bo ful veliko dogajalo, da bo Carol imela drug teden in pol imamo že goste naprej. In kako bo Bog vodil, ampak na začetku leta mi je pač govoril, da gremo čez to knjigo. In prišli smo do 11. poglavja zadnjič, 9. in 10. poglavje smo obdelali in smo videli, kako je Bog dal navodila, da zavzemamo teritorij, ki nam pripada. Jaz mislim, da je Jozue ful preroška knjiga za naše življenje. Sama beseda Jozue pomeni Jehošua, Jahve je rešitelj, Gospod je rešitelj in to ime Ješua, ki je ven iz tega pride, je Jezus uporabljal za svoj ime. Se pravi, vidimo, da je Jezus tudi preroško nekje v tej knjigi. On je naš Jozue, naš lider, on je rešitelj in tako naprej. In kaj on hoče? On nam hoče dati obljubljeno deželo. Se pravi, vse, kar nam je Bog obljubil, vse, kar je Jezus plačal na križu zate, je obljubljena dežela. On hoče, da si uspešen, blagoslovljen, da proslavljaš Boga, da si poln njegove prisotnosti, da si luč v temi, da si sol zemlje. Prej smo glih imeli daritev. Eno od njegovih planov je, da si ne sposojaš, ampak da ti drugim posojaš. Haleluja. In seveda blagoslavljaš. Piše, kdor nahran siromaha, posoja Gospodu. A ni to the best? Samo on ima čist drug plan, kakor si dostikrat predstavljamo v kristjanih, da so ful švohi, nič jim ne uspeva, imajo pa radi Jezusa. V bistvu vidimo, da Bog se ful bori in hoče, da zmaguješ. To, če smo kaj videli v zadnjih 2 poglavjih, je, da se Bog toliko bori za svoje ljudi, da je naredil meteoritski dež, da je napadel sovražnike. Sonce je ustavil. Ne mu kakšen ekstrem, a ni to so ful ekstremne stvari. To bi danes celo zemljo pretresali, da bi se kaj takega zgodilo, kar se je takrat dogajalo. In ves ta ekstremizem ti samo kaže, koliko močno, bolj kaj jaz in ti si, Bog želi, da zmagujeva. Amen? Meni se dostikrat zdi, ko sem v kakšni bitki, da Bog ni zainteresiran zame tisti trenutek, ko ne vidim tako rezultata. Ko mi kaj nekaj molimo, pa imamo vero in pol čez 2 minuti, ko se ne zgodi, dostikrat ful obupamo in mislimo, da je Bog pač neki zaseden glih zdaj ali pa da nismo na pravi poti. Ampak v bistvu on si še bolj kot ti. Tisti trenutek, ko to misliš, se moraš spomniti na Jozueta in se spomniti, da Bog si še bolj kot ti želi, da ti zmaguješ. Amen? A lahko vidiš tazga Boga? A si lahko probaš sam za malo zdajle me to pridigo predstavljati, da ti imaš tazga Boga, ki si bolj kot ti želi, da ti zmaguješ. Da ti stvari uspevajo. Haleluja. Amen? Da si ful blagoslov. On te hoče toliko blagosloviti, da boš podoben, kakor sem bil jaz v enem trenutku, ko mi je en človek prepovedal, da mu govorim o Jezusu. In je šel ven iz cerkve in potem sem ga srečal čez 10 let in sem ga na kavo povabil.
In sem bil ful presenečen, da se je odzval. In pol karkoli me je vprašal v mojem življenju, sem rekel, ne morem ti povedati. Pa mi je drugo stvar, ko tudi to ti ne morem povedati. In pol, ko sem tretjič rekel, ne morem ti povedati, rekel, pa kako mi ne moreš povedati? Rekel, ko si rekel, da ti ne smemo Jezus govoriti. In vse, kar si me vprašal, je Jezus not vključen. In pol sem še sam bil ful presenečen, da v bistvu težko kaj najdemo v svojem življenju, da mi ni Bog pomagal. In pol sploh ne moremo nič povedati, da ne bi Jezusa omenil. Razumete? In sem pol videl, wow, pa se mi Bog ful daje stvari, pa zmag, haleluja. Amen? Malo razmislil o svojem življenju, koliko si vse blagosloven, pa malo razmislil, če ni bil Bog mogoče v tem vključen. Haleluja. Amen? Moč vedeti, Bog si ful želi bolj kot ti, da zmaguješ. Da osvajaš teritorij, ki ti ga je on pripravil. Amen. In jaz ne verjamem, cerkev, res ne verjamem, da bomo, če živimo še 1000 let, pa ne bomo, živeli bomo ful kratko življenje. Največ do 120 na zemlji. Več težko kdo živi. To je ful kratko življenje. Pa ne verjamem, da bomo 10% živeli tega, kar je Bog planiral. Jaz verjamem, da je njegov plan, ker on popolno planira zate. On ne planira, da tebi ne bo uspevalo. Bog ni enega poraza, ki se ti je zgodil, ga ni Bog splaniral. Ker on je sam dober. A je tako, če bi jaz splaniral za svojega sina, da bo zbolel, recimo, da bi jaz nesrečo za njega splaniral, da bo komi preživel, pa da bo mal pohabljen, da bi mi vzel otroka na socialni, bi ga zgubil hitro. Če bi jaz svojega otroka poštenega dol vrgel, da se nauči, kako hoditi, bi mi ga hitro vzel. Ampak vseeno, veliko ljudi tako o Bogu razmišlja. Ne moreš tako razmišljati o Bogu, razumeš? Če mi, ki smo hudobni, toliko dobro skrbimo za svoje otroke, koliko bolj Bog skrbi za nas. Amen? Nikoli ne razmišljati, da ti je Bog planiral kakšen neuspeh. Amen? On je samo dober, haleluja. In v prejšnjih 2, 9. pa 10. poglavje, 10. še posebej, tam vidimo res nadnaravne čudeže v naravi. In potem pridemo v 11. poglavje in vidimo, da jih Bog spodbuja, naj se do konca fajtajo, naj do konca vse osvojijo. Bogu ni všeč, da nekaj pustiš, pa rečeš, saj s tem se bom pa naučil živeti. Saj imam lahko, tudi jaz sem lahko bolan, pa neuspešen. Saj tudi jaz sem lahko depresiven. In potem si daš uno balkanski komad gor, pa en kozarc vina spiješ in pol še koga pokličeš, ki je bolj depresiven kot ti, da se boljš počutiš. Ne, haleluja. Če se dobro počutiš, ko si depresiven, se narobe počutiš. To nisi v duhu. Ne moreš biti poln svetega duha, pa poln depresije. To ne gre skupaj. To ne gre, žal mi je. Če si mislil, da si duhoven, zato ker si depresiven, pa žalosten, to ne bo šlo skupaj. To ne gre skupaj. Amen? To je isto, kot da bi jaz videl svojega sina Samuela, da ful joka, jaz bi se pa veselil. Super je. Sem ful vesel, da se nima skozi fajn. Ne, malo čut bolečine pa trpljenje. Spet bi mi vzel otroka najbrž. Kako Bog, če smo mi hudobni ljudje, toliko dobri do svojih otrok, kako pa Bog ni še 100-krat boljši? Amen? On se ful trud okoli tebe. Bog se ful trud s tabo. A si kdaj pomislil, koliko energije je Bog že na tebi zgubil? Jaz se ne upam odpasti od Boga, ker je že preveč investiral vame, razumete? Jaz ne vem, kako si lahko eni prvošil, ne slediti Jezusu. Meni bi se to zdelo ful pokvarjeno. On se pa cel življenje z mano ukvarja. Skozi mi nekaj govori. Skozi me spodbuja, korigira, vod, usmerja. Ljudi mi daje na pot, rihta mi, ne vem, karkoli rabim, haleluja. Ful me prenaša, haleluja.
Jaz bi že 100-krat obupal nad mano, če bi bil Bog. Ampak Bog pa skozi. Magarče eno in isto, mi bo eno in isto govoril, dokler nam poštekal. A nimamo dobrega Boga, cerkev. Skozi se z nami ukvarja. Amen. In nikoli se te ne naveličil. Amen. Ti ga lahko 100-krat isto stvar vprašaš. Pa ti bo 100-krat povedal. Zakaj? Ker ljubezen je potrpežljiva. Besedo ljubezen v 13. poglavju 1. Korinčanom lahko z besedo Bog zamenjaš, pa boš videl, koliko je Bog dober. Bog je vedno potrpežljiv. Bog nikoli ne zgreši. Vse verjame. Bog vse verjame. Ko si ti že izgubil vero, on še kar verjame, haleluja. On je učencem, ki so bili polni nevere, ki je odhajal v nebesa že, razumete? Že prelil je kri, investiral je svoje življenje, mrtve je obujal, nahranil je z enim toastom 5000 ljudi, razumete? Vse živo je naredil in pol piše, ko so ga gledali, kako gre v nebo, da so se čudili in eni so dvomili. A ni odštekan to? Jaz, ki bi šel gor in nebo, bi rekel, ma ne, mislim, oče, lej, mislim, vse sem naredil, lej, ti se z njimi ukvarja, jaz imam dosti tega, daj mi nazaj une angele moje, pa tisti teritorij v nebesih. Ko ljudje, lej, vse sem naredil, pa še kar dvomil. Ne, to ni Jezus. Jezus kaj naredil? On jih je poslal v cel svet. Je rekel, da nam je vsa oblast, v nebesih in na zemlji. Pojďte zdaj, haleluja. Pojdite po vsem svetu, naredite mi vse narode za moje učence. On je videl, da teh par ljudi, ki je z njim ostal, bo vse narode spreobrnilo. Amen. A kdo verjame, da lahko Slovenijo naredimo za Jezusovega učenca? A še to verjamete, ne glede na to, da so zdaj sprejeli, da še homoseksualci lahko posvajajo otroke. A ste videli, kaj je zdaj ta vlada naredila? Ful so demokratični. Zdaj so nas dali v stik z Evropo bolj, ker prej nismo bili dosti evropski. Ampak to je isto, kot Sodoma in Gomora. To je isto. Tam se je ta greh ful množil. In kaj se je pol zgodil? Ful je prišla sodba. Kaj se bo zdaj zgodil? Ful bo prišlo prebojenje. Ker tam, ko se greh pomnoži, se še bolj Božja milost pomnoži. Tako da mi pričakujemo ful, cerkev, mi moramo pričakovati izlitje Svetega Duha na cel narod. Mi pričakujemo, da bojo homoseksualci najdel žene. Jaz sem bil ful vesel, ko sem poznal par, ko je ona bila prej lezbika, on je bil pa homoseksualc. In potem sta prišla Heosu, sta bila osvobojena in potem sta se poročila in imela otroka skupaj. Haleluja. Moški in ženska, tako kot je Bog planiral. Drugega zakona ni. Razumete? To je edini naravna pot, ko je Bog ustvaril. In dajmo si zdaj pogledati, se pravi, v 12. do 11. poglavja vidimo, skozi okupirajo obljubljeno deželo. V 12. poglavju imamo seznam premaganih kraljev in vidimo 31 kraljev, ki so jih premagali. To je kar dost vojne. In a veste, v kolikem času jim je to uspelo? Če pogledate v 14. poglavju, ko vidimo, koliko je on star, pa v 5. Mojsovi 2.14 vidimo, da je vse skupaj trajalo 7 let. Se pravi, 7 je spet ena taka preroška številka dobra. Jaz sem recimo 7 let na svojo ženo mogel čakati, ker jaz sem se takoj odločil, ona pa pač raba 7 let, ker pač mogoče se nisem toliko ukvarjal z njo, kaj je bilo treba. Ampak vseeno, haleluja, še zdaj so skupaj, haleluja, zdaj smo že koliko dolgo skupaj, Karol? Od leta 99, ok, 23 let, evo, Psalam 23, haleluja, Gospod je naš pastir, haleluja. Ok, gremo si zdaj pogledati, se pravi, v 12. poglavju vidimo vse kralje, ki so bili premagani. Od 13. do 22. poglavja, mogoče bomo kdaj si pogledali, ker če bi to šli brati, bi mogli tu zgodovino Izraelskega kraljestva. Severno kraljestvo se je imenovalo Izrael, južno se je imenovalo Juda. Izrael ga je bolj biksu, veliko prerokov prerokuje Judi, nekateri tudi Izrael, ampak kraljestvo Jude je mal bolj so imeli pošlihtane stvari, ampak vseeno dosti problematično vse skupaj, ampak tukaj lahko vidimo, kako jim je Bog razdelil deželo. Not vidimo pol še Kaleba, tega edinega, ki je z Jozuetom vstopil not.
Ampak danes dajmo si pogledati zaključek te knjige, se pravi, ki je že razdelil po plemenih deželo, si poglejmo zdaj zadnja navodila Jozujeta. Okay? Zadnja navodila, 23. in 24. poglavje. Prva vrstica, se pravi Jozue 23:1. Veliko dni potem, ko je Gospod naklonil Izraelu mir, dobesedno počitek, pred vsemi njegovimi sovražniki naokrog in se Jozue postaral ter prišel v leta, je Jozue sklical ves Izrael. Se pravi, tukaj vidimo, da je prišel čas, ko je Jozue mogel predati naprej štafeto. Mogel je poskrbeti, da bo vse to naprej laufalo in da gre vse v pravo smer. In upazite besedo počitek. Se pravi, vedno tukaj je beseda pokoj. Vedno moraš hoditi v novi zavezi. Piše, da smo že vstopili v počitek vere. To je izredno pomembno, da ti hodiš v počitku vere oziroma v Božjem miru. V počitku vere hodiš s tem, da ti je razodeto, da je Jezus že premagal tvojo bitko. Amen? Da vse, karkoli prihaja proti tebi, lahko z področja vere z Božjim mirom napadeš in zmagaš. Haleluja. Če se boš preveč zanašal na svojo moč, boš hitro šel ven iz počitka vere. Počitek vere pomeni, da ne računaš nase, ampak računaš na Jezusa. Ful velika razlika. In pa, ko se bližaš Bogu, se mu ne bližaš zato, ker si bil dosti pobožen ta teden, ampak zato, ker je Jezus prelil kri zate. In pol si takoj eno z njim. In naenkrat si osvobojen, karkoli te je mučil. Poglejte v 3. vrstici, na koncu piše, Gospod, vaš Bog se je bojeval za vas. Jozue jim malo pokaže, koliko je bil Bog dober, preden jim bo pokazal, kako naj zdaj živijo. Vedno moraš izhajati iz tega, da se zavedaš, da je Bog nekaj zate naredil. Haleluja. V 6. vrstici. Z vso močjo zdaj skrbite, da boste izpolnjevali in storili vse, kakor je zapisano v knjigi Mojzesove postave, da ne krenete od nje ne na desno, ne na levo. Se pravi, vedno, ko bereš v stari zavezi, izpolnjuj zakon, v novi zavezi je Jezus že izpolnil zakon zate. In kaj zate to pomeni? Da se drž Božje besede. Ko piše zakon, to je Božja beseda. Imej filter Božje besede v svoji glavi. Vse preveri z Božjo besedo, stoj na Božji besedi. Zato, ker je Bog nekaj rekel, zato lahko verjameš. Amen? Ne zato, ker se dobro počutiš. Ampak tukaj je važno, govorim, ne iti na desno, ne iti na levo. Haleluja. Amen? Probi se držati točno tega, kar ti je Bog govoril, oziroma kar je zapisan. Haleluja. 7. vrstica. Tudi ime njihovih bogov se ne spominjajte, ne prisegajte in ne služite jim in jih ne molite. 8. Temveč se oklenite Gospoda, vašega Boga, kakor ste delali do tega dne. Se pravi, on jih bo zdaj, Jozue hoče zdaj ohrabriti Izrael, da ne iti nazaj med druge bogove. Ne iti spet stran od Boga. Ne spet po svoje delati. Se pravi, on jih ohrabri. Poglejte, kaj vse vam je Bog dal. Kaj vse je za vas naredil. To, kar sem prej govoril, jaz se že zaradi tega ne bi upal odpasti od Boga, ker je Bog preveč stvari zame že naredil. Razumete? Že to, da je Jezus prišel pa umrl na križu zame, bi mogel biti dost. To bi mi dost mogel biti. Sam polčo grem pa še naprej, pa razmišljam, kje sem jaz bil, pa kje mi je on najdel. Pa sem pa še bolj hvaležen Bogu. Haleluja. In zato prav, oklenite se Gospoda. Poglejte v 9. vrstici. Gospod je izgnal pred vami velike in močne narode. Nihče ni mogel obstati pred vami do tega dne. 10. Eden izmed vas jih je podil 1000, kajti Gospod, vaš Bog, sam se je bojeval za vas. Nekje piše, enih prežene 1000, 10 000. In tukaj oni so res to doživeli. Ves kamen, ki ga je Bog poslal, niti enega od njih ni poškodoval, samo sovražnika.
Bog jim je dal strategijo, govoril jim je, kako je tu napad. In vedno, ko so njega poslušali, se je Bog boril za njih. Ko so delali svoje, pa še enega lahkega sovražnika niso mogli premagati. Poglejte naprej. 11. Skrbno pazite na svoje življenje, da boste ljubili Gospoda svojega Boga. Amen. Vedno tako malce kiri svoje srce, kako je termometer Božje ljubezni v tebi. Haleluja. Če vidiš, da si se ohladil, da ti stvari naštimajo, povabi Jezusa. Haleluja. Druž se malo z njim. Haleluja. Zapri oči, bod sam z njim. Haleluja. Včasih preveč hitimo samo po upravkih. Dajmo si vzeti čas, da Bog deluje v naših srcih. Se pravi, pazi na svoje življenje, da boste ljubili Gospoda svojega Boga. Kajti, če odpadete in se oklenete ostanka teh narodov, teh, ki ostanejo z vami, in boste z njimi stopali v svaštvo, ter prišli medne in oni med vas, zagotovo verite, da Gospod vaš Bog ne bo več pred vami preganjal teh narodov, ampak vam bodo zanka in past, bič na vaših potih in trni v vaših očeh, dokler ne izginete z te lepe zemlje, ki vam jo je dal Gospod vaš Bog. Wow. A ni res to, haleluja? Ko nekaj narediš, ko si vedel, da ni Božja volja, una stvar ti je sam trnjeti je. Skozi te mot. Ne veš, kako bi se rešil tega. Hvala Bogu, v novi zavezi lahko se vedno vrneš na Boga. Vedno greš šlo. Bog te bo vedno naprej vodil tam, kjer si zamočil. Tako, kot sem prej rekel, nikoli se te ne bo naveličil. Sam problem v novi zavezi je to, tako kot tukaj vidimo, Bog ni mogel izboriti njihovih bitk. In kaj pa v novi zavezi? Ja, nisi več v duhu. V mesu si. Ker ne hodiš z Bogom, si v mesu, nisi več v duhu. Hodiš brez Boga naokoli. Zmatraš se, stvari ne laufajo tako, kot bi mogli. Hudič se norca iz tebe pol dela. In pol, če si še toliko inteligenten kristjan, si še Biblijo prilagodiš na svojo situacijo. In pol si celo teologijo narediš, da podpira tvoj neuspeh in ga naredi za pobožnega. In pol postaneš religiozen kristjan, ne sam neuspešen. Boljše, da nikoli ne delaš kompromisa z Božjo besedo. Če ti ne gre, pusti Božjo besedo na mir. Amen. Reč, pač ni mi šlo, okay. Delal sem preveč v mesu, ampak pusti Božjo besedo neokrnjeno. Zakaj? Ker pol se lahko vrneš, haleluja. Pol se imaš kam vrniti. Pol lahko prideš nazaj k Bogu, haleluja. Ne še Boga spreminjati, haleluja. In pol zgubljajo obljubljeno deželo. Dajmo si zdaj 24 pogledati. Jozue je zbral v Sihamu vse Izraelove rodove, sklical je Izraelove starešine, njegove poglavarje, njegove sodnike in njegove upravitelje in postavili so se pred Bogom. Se pravi, ful je važen, da se mi skupaj postavimo pred Bogom. In recimo, ko se dobimo enkrat na teden tukaj, mi se skupaj postavimo pred Bogom. Jaz verjamem, ko se mi tukaj dobimo in ko slavimo, smo se že postavili pred Bogom. Amen? Ne vem, če vi to čutite, ampak meni se zdi tako, kot da smo se pred Bogom postavili. Tukaj en band špila, poje, ampak v bistvu vse se dogaja v duhu. In kjerkoli ti stojiš, lahko si v prvi vrsti, lahko za stebrom, lahko si kjerkoli, ampak ti si se pred Gospoda postavil. A je tako? A imate ta feeling? Jaz, če sem na morju, kjerkoli, jaz pogrešam, če nisem se nekje prišel postaviti pred Gospoda. Pač mi to fali. Zato sem vam ful hvaležen, ko prijete, da se skupaj postavimo pred Gospoda. Amen. Meni večino pomembnih stvari mi je Bog govoril v teh trenutkih, ko sem se postavil pred Gospoda. Haleluja. A še kdo se spomne preroške besede, ki je prišla preko Kerola? Ko danes nam je Bog govoril še med slavljenjem, malo proti koncu, če se spomnite.
No, mogoče bomo dali še na YouTube, ne vem, bomo videli, če si dobro posneli. Ampak tudi, če si nisi zapomnil, že ko si bil zraven pa poslušal, jaz verjamem, da je šlo tvojega duha. Jaz veliko stvari, ki jih sprejmem, jih pozabim, ampak v duhu se je pa nekaj nalaga v mene. Amen? A razumeš, da ti, recimo jaz toliko informacij ti bom dal zdaj v 2 poglavjih, da ti, ne vem, če te bo en jutr vprašal, kaj je bilo, kakšna je bila pridiga, boš sam rekel, dober ali pa za nič. Ampak veliko stvari si pa ne boš zapomnil, ampak se nalagajo v tvojem duhu, haleluja. Amen? In to, kar je pomemben, te bo Sveti Duh spomnil. In lahko, da te bo spomnil čez 2 tedna nekaj, kar jaz danes govorim. Lahko, da te nič ne bo spomnil, ampak v tvojem duhu si nekaj sprejel in si močnejši zaradi tega. Amen? Jaz verjamem, da ko govorim, danes je beseda, so zadnja Jozue to v navodila, kako imeti odnos z Bogom. Kako slediti Jezusu. In če to ni najbolj pomemben, jaz ne vem, kaj je. Ker ti lahko uspeš, pa spet propadaš. Ampak če imaš odnos z Bogom, nikoli ne boš propadel. Amen? Lahko 10-krat bankrotiraš, pa boš 11-tič spet v redu. S tem, da boš pa še dosti bolj moder kot prej. Tako da z Bogom ti ne moreš zgrešiti sploh. Zato, ker še tvoj greh na dobro obrne. Ok, dajmo si pogledati en ful zanimiv citat naprej. Se pravi, postavili so se pred Gospoda in zdaj Jozue jim spet da zgodovinsko lekcijo Božjih blagoslovov. Govorim, koliko jih je Bog blagoslovil. Ful jim razlaga, Bog vas je blagoslovil, premagal je unga sovražnika, 3. sovražnika, 4. Bog je vse živo naredil za vas. In potem se še nazaj vrne, govoriš o Abrahamu, celo zgodovino blagoslova Mojzesa, Aarona, kako jih je rešil iz Egipta. Celo zgodovino imamo tukaj. Jozue jim ful dober jim odpridiga Božje blagoslove. In zdaj, ko jim je vse to povedal, koliko je Bog dober, zdaj spet apelira na njih, naj se držijo Jezusa oziroma Gospoda. Takrat še ni bil manifestiran. 15. vrstica. Če pa je slabo v vaših očeh, da bi služili Gospodu, si izberite danes, komu hočete služiti. Ali bogovom, katerim so služili vaši očetje, onstran reke, ali bogovom Amorejcev, v kateri deželi prebivate. Jaz in moja hiša pa bomo služili Gospodu. Ful dober citat, to je Jozue 24, 15. In to dosti kristjanov ima na svojih vratih. Jaz in moja hiša bomo služili Gospodu. Jaz sem imel to en iz lesa izrezlan ta citat v dnevni sobi in pač ful dober citat. Jaz in moja hiša bomo služili Gospodu. Haleluja. In to lahko govoriš za svojo družino. Lahko citiraš. Jozue je to za svojo družino rekel in jih je izzval. In ljudstvo se je tedaj 16. Ljudstvo je tedaj odgovorilo in reklo, daleč od nas bodi, da bi zapustili Gospoda in služili drugim bogovom, kajti Gospod je naš Bog. On je izpeljal nas in naše očete iz egiptovske dežele. Egipt je v Novi zavezi svet. Ti si, a veš, česa si ti odrešen? Ti si odrešen tega sveta, piše. Ti si odrešen sveta. Ker ta duh, ki je v svetu, pol vladarjem teži, morate sprejeti duha tega sveta. To je pa veliko stvari, ki jih naša vlada zdaj sprejela. Se pravi, zakaj? Ker so zvezani z duhom tega sveta in hočejo biti še bolj evropski, še bolj demokratični. A v bistvu ne vejo, da so čedalje bolj všeč antikristu. Zato rabimo reformacijo. Ljudi, ki bojo ostali na Božji besedi. Ki bojo verjeli v vrednote Božjega kraljestva. Haleluja. Ker vsaka družba, ki je sprejela tega duha, je zelo malo propadla. Ne samo Sodoma in Gomora. Tudi Rim, preden je propadel, je ful tega duha sprejel. In tako naprej. Ok, se pravi, on jih je izzval in oni so odgovorili. Ven iz Egipta. Prav, rešen si Egipta. Iz sužnosti,
Kajti Gospod naš Bog, 17. vrstica, On je izpeljal nas in naše očete iz egiptovske dežele. A lahko rečeš, Bog me je rešil tega sveta. Iz hiše sužnosti, ker si ti, prej si bil odrešen, ti si bil sužen nagonom tega sveta. Ko v svetu je poželjene oči, napuh mesa in napuh življenja. To so 3 stvari, ki so v tem svetu. In ti si odrešen tega, haleluja. Jaz se spomnim, ko sem bil čisto mlad kristjan in pol mi je Bog dal takšno navodilo, ki mi ni bilo všeč, sem mogel cel življenje spremeniti. In pol sem pač čisto svojo kariero, celo usmeritev življenja sem mogel dati iz te točke v čisto drugo smer. In pol sem rekel, ok, bom šel. In pol, ko sem domov prišel, mi je prišla samo misel, pejt se napit. In pol sem se že oblekel, da bom šel fehtati za liter vina na ulico. Ker jaz sem lahko imel recimo izpit, ampak je meni prišla misel, da se grem napit, jaz sem vse pustil in če sem imel denar, sem si šel kupiti liter vina. Če nisem se šel na ulico, dokler nisem zbral za 1 liter vina, razumete? Gospa, joj, rabim za avtobus, veste, kako to gre. In potem sem si kupil najcenejši, en starček, karkoli. Ono, ki je bilo, ne vem, 1 evro, bi rekel, liter. In sem zekel 1 liter in potem si šel nazaj domov, kamorkoli sem mogel iti. Jaz, ker sem dobil misel, da nekaj naredim, sem mogel iti. In pol včasih se nisem spomnil, ko sem domov prišel. In isto se mi je zgodilo, ko sem sprejel Jezusa in ko sem bil tako malo v šoku, tako malo v stresu, ko si v stresu, ful vidiš, kaj verjameš. Ko si ti v stresu, pa padeš v depresijo, pomeni, da si šibek. Ti, ko si v stresu, moraš se na Jezusa obrniti. Ti hitrejš, ko se na Jezusa obračaš, močnejši si. To ti sam kaže, da si zrel. A razumeš? Lahko, da nič ni drugače. Lahko, da nisi zdaj napredoval ful že, pa ne vem kaj. Ampak samo to, koliko hitro si se na Jezusa obrnil, je že velik uspeh. Tako vidiš, da rasteš. In potem sem se oblekel, da se ga grem napit, sem že razmišljal, kje je najbližja štacuna. In potem se spomnil, pa sve jaz sem odrešen, haleluja. In potem se dal obleke nazaj, plašče nazaj, se rekel, haleluja. Ful sem vesel, da se mi ni treba napiti, haleluja. Ful sem si pač paril problemov, haleluja. In potem se usedel za svojo mizo trezen in se bil takoj pijan v Svetem duhu. Pa se hvala ti je vse, ker imam 100-krat več od alkohola tle v sobi, pa nič mi treba plačati. Haleluja. Pa nič me ne v glava jutri bolela. Pa nam razmislil, sem se še kje stepil vmes, ali sem tošel zgubil. To je ful kriza, ker ti pa kdo drug govori, kva se eno robe delo, ti pa nič ne veš. To je katastrofa. Ampak to je, ker te prevzame duh tega sveta. A ni da bez cerkev, da smo odrešeni. Haleluja. Reče, jaz nisem več sužen. To tukaj piše, rešil nas je, haleluja, iz Egipta, iz hiše sužnosti in je pred našimi očmi delal tako velika znamenja, nas varoval na vsej poti, po kateri smo hodili in pred vsemi ljudstvi, sredi katerih smo potovali. Gospod je pregnal pred nami vsa ljudstva. Tudi mi bomo služili Gospodu, kajti naš Bog je. Amen. Amen. Spomni se vedno, kaj vse je že Bog zate naredil. 25. Se pravi, Jozue zdaj posluša njihov odgovor. 25. Tisti dan je Jozue sklenil zavezo z ljudstvom. Se pravi, naredili so zavezo, da bojo služili Bogu. A ti veš, da sva jaz in ti v novi zavezi. A veš to? A veš, kaj to pomeni, da si v novi zavezi? To ne govorimo dostikrat, ampak jaz nisem v zavezi, da moram ljubiti Boga in pa me bo on ljubil. Ko v novi zavezi piše, da ljubezen ni v tem, da mi ljubimo Boga, ampak da je on nas ljubil. V stari zavezi je spreobrnjenje, ko se obrneš stran od greha. V novi zavezi je spreobrnjenje, ko se obrneš na Jezusa in greh odpade v tebe. Razumeš, ti ne greš samo stran od greha in zdaj se boriš,
da se boš držal zaveze. Ti si zdaj prišel v novo zavezo. Ne ti povem, ta zaveza je med očetom, med Bogom očetom in njegovim sinom Jezusom Kristusom. Jezus Kristus, on in oče sta v zavezo, ko jo imata med sabo, povabila nas. Zato je ta zaveza neuničljiva. Noben te ne more strgati ven iz te zaveze. Haleluja. Amen. Če se to zavedaš, haleluja, boš ful manj v stresu. Lažje boš sledil Jezusu, če se zavedaš, da si v večni zavezi z Bogom zdaj. Da si opran v krvi nove zaveze. Haleluja. Amen. Vidim, da to vam itak že vse jasno, pa niste več toliko navdušeni. 28. vrstica. Potem je Jozue odpustil ljudstvo vsakogar v njegovo dedno posest. Se pravi, Jozue je poskrbel, da bo vsako pleme šlo v svojo dediščino. Haleluja. Bog hoče, da vstopiš v svojo posest. Haleluja. Amen. Bog hoče, da vzameš, kar je plačal zate. Vidimo na koncu, to so zadnja navodila Jozueta. 31. Izrael je služil Gospodu vse Jozuetove dni in vse dni starešin, ki so še živeli v dneh za Jozuetom in ki so vedeli za vsa dela, ki jih je Gospod storil Izraelu. Tukaj pa vidimo problem. To je mogoče edina Jozuetova napaka, da ni dvignil nove generacije. Ni dvignil liderja v novi generaciji, da bi se to nadaljevalo. Zato so sledili Jezusu, mislim Bogu, samo dokler je bil Jozue pa njegove starešine živi. A si predstavljaš? 31 kraljev so premagali. Usvojili so toliko veliko obljubljene dežele. Ful jim je šlo dobro. Ampak, čim so oni umrli, kaj se je zgodilo? Vse so izgubili nazaj. Naslednja generacija za njimi je vse pozabila in se je vrnila slaviti lažne bogove. Vrnili, recimo v današnjem času bi rekli, šli so v svet, stran od Boga. To vidimo takoj, če beremo, zdaj se knjiga Jozueta se konča. Piše, umrl je, ko je bil star 110 let. In pol gre naprej, knjiga sodnikov in poglej si v 7. vrstici. Sodniki 2:7. In ljudstvo je služilo Gospodu, dokler je živel Jozue in starešine. 10. vrstica. In ko je tudi ves ta rod bil zbran k očetom svojim, je po njem nastopil drugi rod, to pomeni generacija, z njim pa šla mlada generacija, ki ni poznal Gospoda. Cerkev, nekaj narobe, če naši otroci ne poznajo Gospoda. To je nekaj narobe, pa nekaj narobe delamo. Mi se moramo investirati naprej. Kdorkoli sprejme Jezusa, ga vzgaji v učenca Jezusa. Amen. Jaz sem ful vesel, ko kdo pride v cerkev, pa se poveže s kom od nas in pol pač bod potrpežljiv. Ko nekdo, ki je nov vernik, lahko te bo 10-krat na dan klical. Bod potrpežljiv, haleluja. Ukvari se z vsako osebo, ki se splača, haleluja. Amen. Se splača, haleluja. Mi moramo dati naprej cerkev to, kar imamo. Mi se moramo reproducirati, haleluja. Mi moramo svojo vero dati naprej v ljudi, haleluja. Poglej to. Nova generacija, ki ni poznala Gospoda, ne del njegovih, ki jih je bil storil za Izraela. In sinovi Izraelovi so počenjali, kar je bilo hudo v očeh Gospodovih in služili so Balom. In pol cela knjiga sodnikov se sam s tem ukvarja. Kako Izrael pa Judo nazaj pripeljati k Gospodu. In pol pride
sodnik to je bila Božja služba. Bog je vladal v ljudstvu preko sodnikov in prerokov. Šele potem so dobili kralja, zato ker so hoteli biti podobni temu svetu. Bog ni hotel jim dati kralja, ampak žil samo pojem ga je dal. Ampak on je hotel prek sodnikov vladati in prek prerokov. In potem so sodniki prišli in so ostali na Božji besedi in so citirali ljudem. Fante, to je narobe, da služite drugim bogovom. Narobe je, kva delate. Dajte se obrniti na Boga, on je rešitelj. Bog hoče biti vaš Bog, on hoče biti vaš oče, on hoče biti eno z vami, razumete? In potem so ljudje se obrnili na Boga in so takoj bili blagoslovljeni. Naenkrat, ko so se oni obrnili na Bala, kaj se je zgodilo? Ja, 7 let so bili sužnji Amorejcem. Pa so bili 40 let sužnji v Babilonu. Vse, karkoli spustiš sovražniku, rataš njegov sužen. Razumeš, če greš ti v svet teme, ti odpadaš od Boga, nočeš slediti Jezusu. Kaj se ti zgodi? Ja, vstopil si v svet teme, kjer boš spet sužen. Meni se to ne zdi dober del. Meni se zdi dosti boljši del, da skozi sledimo Jezusu. Amen. Skozi bo to luči. Amen. In kako veš, da rasteš, ko vidiš, koliko hiter si šel v luč, čim si en korak naredil v temo. Amen. Ni problem, če vidiš, da je nekaj teme v tebi, to ni problem, samo daj hiter priti Jezusu. Amen. Predaj mu, haleluja. Ne ostati v temi. Amen. Zakaj? Ker dlje, ko boš v temi, večji sužen boš ratil. Več časa boš rabil, da si osvobojen. Več škode ti tema naredi, tisti čas, ki si dovolil, da je v tebi. Amen. Jaz verjamem absolutno v Božjo milost. Verjamem, da je Božja milost ful premalo razumljena danes. In potem se ljudje trudijo ugajati Bogu, ker ne razumejo, da Božja milost je Božja moč. In kako si lahko svet? Tako da razumeš, da si po Božji milosti svet. In potem se uklepaš Božji milosti in nočeš iti v temo, haleluja. Ne zato, ker te Bog ne bi imel rad, ampak ker nočeš dati hudiču priložnosti. Nočeš, da te tema začne uničevati. Nočeš več jesti stvari teme, haleluja. Nočeš strupa več uživati, amen. Hočeš biti zdrav, svet, blagoslovljen, haleluja, amen. Uživati odnos z Bogom. Hočeš verjeti v Boga, amen. Hočeš verjeti, da vse, kar delaš, da je blagoslovljeno. Hočeš verjeti, da je Bog že 10 korakov pred tabo vse pripravil. In da ti samo poslušaš, da ne greš levo in desno v njegovega glasu. Amen. To je pravo krščanstvo. Problem je, če hodiš z eno nogo v temi, pol nisi zihar, a ti je Bog govoril, ti ni govoril, si pa zmeden. In pol, ko za eno stvar moliš, nisi zihar, da te v Bogu slišal. Ko si pa v luči, pa veš, da je Bog že vse plačal. Veš, da si tle po Božji milosti, odrešen, zmagovaren, haleluja, amen. Dajmo danes, karkoli, če ti je med pridigo Bog je govoril, haleluja. Mu zdaj pač predaj svoje življenje, haleluja. Jaz mislim, da ni narobe predati življenje, vsak dan Jezusa. Jezusa sprejmaš, si odrešen, si na novo rojen, haleluja, enkrat zavedno. Ampak to ne pomeni, da mu ne predaš svojega srca, svojih življenja kot dogodkov v tvojem življenju, haleluja. Jaz ne verjamem, da zgubiš odrešenje zato, ker ti ne gre dobro. Drugo je, če ne verjameš v Jezusa. To je drugo. Lahko se odločiš, da noš več verjel v Jezusa. In ker si preveč dolg časa v temi, se te lahko tema ful polasti, postaneš sužen teme na tok močnem nivoju, da sploh se ne spomniš več na Jezusa. Jaz poznam take ljudi, ki so bili izpolnjeni Svetim Duhom, govorili o novih jezikih. In par mojih frendov. En od njih ful znan pevc, na televiziji poje. Ampak, ko sem bil vesel, ko sem ga 2 leta ga nisem videl v cerkvi. In potem sem ga srečal na ulici, ko mi je Bog govoril, po kateri strani ne grem in sem mogel iti po daljšanci do enega frenda na obisk.
ker mi je Sveti Duh govoril, ne grem naokoli. Razumete, moramo biti poslušni na glas. In se rekel, mene džal, bom šel naokoli. Se mislim, mogoče tam na te krajši poti kakšen idiot, ki mi bo težil, pa Bog me hoče rešiti, pa me poslati okoli. Ampak ni bilo tako. Mene je Bog zato poslal okoli, da sem jaz nekoga probal tam rešiti. Razumete? In sem tega frenda se v njega zaletel, ker sem ga hev se pripeljal, razumete? In pa sem rekel, kje si stari, a boš prišel kaj, nič ti ni, kaj, ja, v cerku, ne, haleluja, da bomo skupaj slavili Jevsa. In pa iz žepa potegnil eno knjigo o črni magiji in mi začel razlagati, da to Jevs, to ni nič. Da on je zdaj ful višjo duhovnost njegovih. In pa, kakorkoli sem se trudil v cerku, ga nisem mogel, in še do danes ga nisem mogel prepričati. In zakaj? Ker se predaš temi. Če se predaš temi, je ful nevarno. To se igraš iz večnosti. To je pač tema. Hudič, on je dosti bolj zvit, kakor si lahko predstavljaš, ko on se je že 6000 let z ljudmi ukvarjal. On je bil Lucifer, glavni vodja slavljenja. Pahnen dol, zakaj? Zaradi svojega egota. Hotel je, da vsi njega slavijo, ne Boga. In to se ti zgodi, če si ti vedno v centru pozornosti, če vsi te morajo hvaliti, vsi se morajo s tabo hvaliti. Samo vprašanje časa, da boš padel, ko ponos gre pred padcem. Zato čim prej greš ven iz teme. Pojdi ven iz teme. Ko vidiš malo teme v svojem življenju, vrš se na Boga, pokliči Jevsa. On te nikoli ne bo zavrgel. Če še verjameš v Jevsa, pomeni, da te ima Jevs rad. Kako veš, da nisi odpadel od Boga? Verjameš v Jevsa. Mene je naš brat, v bistvu dva taka brata pozna, ki sta en še zdaj misli, da je grešil proti Svetemu Duhu in da za njega ni rešitve. In da se nikoli ne more vrniti Bogu. Jaz sem ogromno časa z njim preživel in vsake toliko časa spet, ker čutim tako radost, da grem ga obiščem, ampak ne morem ga premakniti. Drug brat, ki je pa to verjel, ga je pa Bog osvobodil na enem mitingu, ki smo bili skupaj. Med slavljenjem ga je Bog osvobodil in je bil osvobojen. Ampak ne povem, ti nisi grešil proti Svetemu Duhu, dokler verjameš v Jevsa. Če verjameš v Jevsa, pol prid Jevsu. Amen. Pol te on nov zavrgel. Vedno se lahko, dokler ti verjameš v Jevsa, se lahko vrneš v Jevsu. Amen. To je ful simple. On je rekel, nikoli te nam zapustil. Nikoli te ne bom zavrgel. Amen. Mene vseeno v kakšni temi misliš, da si, ali karkoli si naredil, vedno se lahko vrneš v Jevsu. Sam ne biti v temi. Amen. Bod v luči. Amen. Bod čim bolj v luči. Izpolnjuj se Svetim Duhom. Hod v cerkev, haleluja, kjer slavijo Jevsa, seveda. Ber Božjo besedo. Božja beseda je fenomenalna. Amen. Izpolnjuj se z Božjo besedo. Druž se s Svetim Duhom. Imej čas, kjer zapreš oči, pa čutiš Boga, haleluja. Pa mu lahko vse poveš, pa čutiš, da on tu tebe posluša. Amen. Pa da lahko slišiš njegov glas. Prid na to področje. Da ti je Bog bližji, kot najboljši friend. A ima kdo od vas te priljubljene številke, ki jih z enim klikom lahko pokličeš v telefonu? Jaz imam ne vem, koliko jih imam. Nekaj jih imam. Preveč nočem, da no spet iz tega imenik kratko. Ampak naj ti bo Bog številka 1. Amen. Naj ti bo on bližji od kjerekoli teh številk, ki jih imaš te. Amen. Ker se ne počutiš dobro, naj ti bo on 1. Amen. Takoj nam ga vržiš. Amen. S tem smo prišli do konca Jozveta. Oče, hvala ti za tvojo besedo. Oče, mi sploh ne vemo, kakšne vse zmage si planiral za nas, ker si tok fenomenalen Bog. Haleluja. Ti si tok želiš narediti narode za svoje učence. Da ti nič ni pretežko v našem življenju narediti.
da bi mi bolj žareli in svetili in bili sol narodu. Haleluja. Haleluja. Oče, jaz molim, da v tem času, ki je zdaj pred nami, da gre vsa tema ven iz nas. Oče, da te ne omejujemo, ampak ti več verjamemo. Ne sam prekinem svojo molitev. Zadnjič sem slišal Andrew Womaka spet, ki je rekel, da mu je Bog spet rekel, da ga preveč omejuje. Ko mu je prvič to Bog rekel, se je za 10-krat povečala njegova služba. Ali še za več, ne vem. Prej je mogel verjeti za 100,000 evrov na mesec, potem je mogel verjeti, ne vem, za 20 milijonov na mesec. Po celem svetu ga je Bog razširil. In zdaj, ko je že ful stvari enih naredil, mu je Bog spet govoril, preveč me omejuješ. Spet. Nehi me omejevati. In pa se rekel, Jezus, če te Andrew Womak omeje, ko bo te šele jaz? Dajmo ga nehati omejevati. Jaz vem, da to ni simpel. Ker veliko stvari pač se nam zdi nemogoče. Dostikrat naše probleme se nam zdijo ful največji na svetu. Haleluja, Jezus. Oče, spremeni naš pogled. Da ne vidimo velikana, ka nek problem, Oče, ampak ka rešitev, haleluja. Ka pričevanje za nove zmage, haleluja. Gospod, pomagi nam, da te ne bomo omejevali. Naj sam zaključim z enim pričevanjem. V četrtek na srečanju v Šentjurju je prišla ena sestra, ki sem en teden prej za njo molil za ne vem točno katero stvar. In pol, ko sem molil za njo, mi je Bog rekel, naj rečem, da naj najde eno osebo, pa na njo roke položi za ozdravljenje. To sem pa čutil, da mora ona investirati v zdravljenje, da ga lahko sprejme. In je prišla gor, da pričevanje, jaz sem ozdravela, haleluja, super. Ampak to, kaj pa mi Klemen med molitvijo govoril, da moram iti na eno osebo položiti roke, je pa prišla oseba pred mene, en sošolc, ki ga ni videla, ne, par desetletij. In pol je sošolc začel jamrati, da je imel nesrečo in so mu skup zašili kolk, ampak je ne koliko centimetrov zdaj prekratka noga. In pol je on rekla, pa veš, da jaz, pri nas pa jaz hodim v eno cerkev, veš, ko Bog podaljšuje noge. In pol je rekel, res, kaj? In pol mu je začela govoriti in pol je rekel, a lahko položim roke, ker zdaj pa videla, zdaj pa je ta prilika za njo. In pol je položila roke na njega in človeku je noga zrasla, haleluja. Haleluja, hvala ti, Jezus. Recimo mu sedu, ne omejevati Boga. Amen. Dajmo živeti, koliko je Jezus. Amen. Karkoli delaš, verjem še za več. Amen. Verjem Bogu. Bogu si lahko všeč, tako da mu še več verjameš. Oče, hvala, da si nam dal vero. Hvala, da drugače sploh odrešeni ne bi bili, če ne bi imeli vere. Hvala, da smo odrešeni po nadnaravni Božji veri. Oče, hvala ti za ta teden. Predstavljaj si svoj teden zdaj, ki je pred tabo. Predstavljaj si, kako bo živel poln vere. Gospod, mi hočemo v ta teden vstopiti z mentaliteto vere, ki je bila v Jozuetu in Kalebu. Haleluja. Oče, ne bo ta isti duh vere prisoten v nas. Haleluja. Oče, da se ne ustavimo v imenu Jezusa, da se ne ustavimo, pa osvajamo še več teritorija, ki si ga ti plačil svojo krvjo za nas. Haleluja. Amen. Yes,
in